O delu slovenskih misionarjev je bilo že veliko povedanega in upam si trditi, še veliko več narejenega. Zelo opazno in zaznamovano je nedvomno delo misionarja Danila Lisjaka, ki je preživel genocid v Ruandi in bil priča masovnim pobojem nedolžnih žrtev, doživel izbruh vulkana v Kongu in v katastrofalnih razmerah reševal zaupane mu otroke. Tole naše brezbrižje se je spremenilo v pravo paniko. Skupaj z ljudmi smo potem ucvrli proti Ruandi čez mejo, kjer smo se v tisti paniki noči gnetli okrog 300.000 ljudi. Ko so otroci skozi šipe gledali, da gre lava za nami, okrog 800 metrov, so kar naenkrat zagnali paniko in so vsi zbežali ven z avta, pa si ucvrli peš kot piščanski čez mejo. Tam je bilo okrog 300 metrov od meje že in so kar ven zbežali v tisti gneči. Tisti večer smo jih tudi enih 50 zgubili. Po umiritvi naravnih sil je o pomoči slovenske Karitas in prostovoljcev zgradil misijon v mestu Goma. Od tam je bil premeščen v Ugando, v podeželsko naselje Atede in skupaj s sobratom Giannijem Uboldi iz Italije postavil nov misijon, izobraževalno središče, in skupaj z redovnicami iz Južne Koreje še medicinski center. Tudi po odhodu v zaslužen pokoj ne miruje. Ko so bila dela v Atedah pri kraju, je že zaživelo gradbišče v bližini mesta Gulu v kraju Pece Ačoli. Evharistični center, ki bo posvečen Don Bosku, ustanovitelju salezijanskega reda, nastaja v bližini pretesne podružnične kapele, katera ne nudi dovolj prostora za hitro rastočo afriško družbo. Idejni projekt, načrte in statične izračune so izdelali usposobljeni projektanti v Sloveniji, Danilo pa je vse to prenesel na afriška tla. Temelji za novo svetišče so bili postavljeni že v letu 2022 pred Danilovim odhodom na zdravljenje in rehabilitacijo v Slovenijo. Izvedba je bila zaupana domačemu izvajalcu in skrbno nadzirana s pomočjo fotografij, ki so dnevno prihajale na Danilov telefon v Slovenijo. Zahtevno samonosilno kovinsko strešno konstrukcijo je izdelalo in namestilo usposobljeno domače podjetje. Konec leta 2022 je bila streha postavljena in pričela so se notranja dela. In še preden so prešla dela v zaključno fazo, so domačini že organizirano koristili bogoslužni prostor. Tudi v Sloveniji so potekale prepotrebne dejavnosti za dokončanje mogočne cerkve na afriških tleh. Podobe križevega pota je domiselno in tenkočutno ustvarila akademska slikarka Jana Humar. Na pobudo gospoda Danila Lisjaka, misionarja v Ugandi, sem sprejela izziv, da naslikam križev pot. Avtorica namreč dve slikovni površini povezuje v obliki diptihalne zasnove, s katero oblikuje formo križa. Glavno oltarno sliko in pripadajoče elemente, ki bodo zapolnili prezbiterij, je izdelal uveljavljeni akademski slikar Lojze Čemažer. Vso potrebno opremo za elektrifikacijo je prispevalo podjetje Skapin iz Vipave. Nikakor ne moremo mimo podjetja Pantal, ki velikodušno prispeva svoje artikle za notranjo ureditev. Po svojih zmožnostih so prispevali še številni donatorji, tako da lahko rečemo, da je nastajajoča nova cerkev v Ugandi v celoti slovenska. Konec leta 2024, ko je prispela pošiljka v Kampalo, glavno mesto Ugande, je misionar Danilo pridobil vsa potrebna pooblastila in odpotoval, da prostor pripravi. Za zaključna gradbena dela je izbral skupino starih znancev iz Konga. Ja,
To so moji fantje iz Konga. Za električno instalacijo, namestitev svetlobnih teles in ozvočenje celotnega prostora z okolico sta šla na pot Ivo Saksida kot stari znanec Črne dežele in električar Danilo Curk iz Dolge Poljane. Potovanje z etiopskim prevoznikom je bilo prijetno in razmeroma hitro, vendar ni minilo brez zapletov, saj je Ivo v množici na letališču v Adis Abebi izgubil potni list. Po posredovanju prijaznega letališkega osebja je bil kasneje najden. Potovanje sta lahko nadaljevala še isti dan, vendar z naslednjim letom. Na ciljnem letališču Entebbe sta v začetku februarja doživela poletno vročino. Tam jo je pričakal misijonar Danilo Lisjak in poskrbel za nadaljevanje poti. Za prvopristopnike afriške celine je nekoliko presenetljiv prestop v drugačen način življenja. Najprej se obiskovalec znajde v nepopisni gneči in prometnem neredu, kjer veljajo čisto drugačne navade kot na evropskih tleh, saj pravil praktično ni. V nepopisni gneči in neredu, kjer dominirajo in kraljujejo motoristi, ni prostora za prometna pravila in policijska posredovanja. Zmagujejo spretni in drzni vozniki. K sreči gostota prometa onemogoča hitro vožnjo, tako postanejo tudi nemogoče razmere sprejemljive in manj nevarne. Postanek in nočitev v glavnem mestu pri redovnih sestrah iz reda drinskih mučenk, ki spadajo v sestrsko družino Avguštink in skrbijo za vzgojo ter izobrazbo revnih deklet, je bil potreben in prijeten. Tudi pogostitev bodočih gospodinj je bila na zavidljivem nivoju, saj zanje skrbi izurjena in velikodušna sestra prednica Pastizija, kar pomeni velikonočna. Naslednji dan je imel misijonar Danilo v glavnem mestu še nekaj nujnih opravkov. Najpomembnejši postanek je bil zagotovo pri italijanski družbi, ki skrbi za prevoz in prevzem pošiljk iz stare celine, kamor je prispel tudi material potreben za dokončanje našega dela na gradbišču. Sledila je razmeroma naporna 360 km dolga pot proti severu Ugande v mesto Gulu, kjer je v gradnji že prej omenjena cerkev. Narava je v tem času že bogato obrodila in živahne tržnice so ponujale vsakodnevno oskrbo. V tem času je bilo obiranje ananasa in banan na višku sezone in ponudba temu primerna. Poleg regularnih tržnic se vsakovrstno blago prodaja nepretrgoma ob mestnih in predmestnih ulicah. Na poti iz glavnega mesta proti notranjosti države je skoraj obvezen postanek pri Velikem križu, ki je bil postavljen v zahvalo in opomin ob koncu 23-letne bratomorne vojne. Sledila je dolgotrajna in naporna pot, saj se je med potjo znočilo, kar je prava mora za voznike. Na preobremenjenih cestah so za evropske razmere večinoma neizpravna vozila, opremljena z različnimi svetlobnimi telesi ali pa tudi brez luči in vozijo nemoteno v popolni temi. Po mukotrpni in naporni vožnji je misijonar Danilo varno pripeljal do mesta Gulu, kraja nastanitve v skupnost Kombonijevih sester v bližini škofije in katedrale svetega Jožefa. Glavnina instalacijskega materiala je bila začasno pripeljana v varovan samostanski prostor, kjer sta bila nastanjena tudi delavca slovenskih korenin. Potreben material in orodje so dnevno dostavljali na gradbišče, saj tam ni primernega varnega prostora. Za radovedne Afričane pa je čisto vse privlačno in uporabno. Gradbišče je od kraja nastavitve oddaljeno slabih 8 km, zato je bil nujno potreben vsakodnevni prevoz, ki je odškrknil obilo dragocenega delovnega časa, vendar je delo potekalo razmeroma hitro in učinkovito.
Izkazale so se bogate delovne izkušnje sodelavca Danila Curka na področju električnih instalacij. Ivo je bil pri instalacijah v vlogi pomočnika. Njegova naloga in glavna skrb pa je bila postavitev ozvočenja celotnega objekta in okolice. Delo je bilo zahtevno tudi zaradi delovnih razmer, saj so instalacijski kabli večinoma nameščeni razmeroma visoko tik pod strešnim krovom. Tudi delovne razmere še zdaleč niso ustrezale evropskim standardom. Razmajane gradbene odre so se po potrebi izmenjevali in si vzajemno pomagali z zidarsko skupino. Brez pomoči marljivih delavcev gradbincev iz sosednjega Konga bi bilo nemogoče dokončati dela v razpoložljivem času. Njihova pomoč je bila nepogrešljiva, predvsem pri nevarnem delu na višini, saj so izurjeni v plezanju po razmajanih delovnih odrih, kjer ni prostora za vrtoglavico. Seveda se v Afriki zgodi marsikaj nepredvidenega. Navajeni so probleme reševati po liniji najmanjšega odpora in brez slabe volje. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da so nam prišle ježice v humo, je spuščala. Na to je prišlo, sam 50 metrov je prišlo. Zdaj je kakšen problem tam? Ja, zdaj je problem ta, ker je tudi rezervna prazna. In s tremi kulmi ne moremo peljati, ni šans nobenih. Sledilo je pretovarjanje delovnega materiala v drugo vozilo, ki bo delavce odpeljalo do delovišča. O posredovanju misionarja Danila, ki je imel tiste dni opravke v glavnem mestu, se je aktivirala bližnja mehanična delavnica in problem je bil začasno rešen. Za popestritev dogajanja se je naslednji dan zgodba ponovila. Od takrat naprej je prevoze na delo prevzel misionar Danilo s svojim vozilom. Čeprav časa ni bilo na pretek, se je včasih potrebno vzeti odmor in v suhem vremenu potešiti žejo. V Afriki, kjer se vse povsod prodaja, ni težko najti kotička, kjer lahko v miru popiješ pivo in pokramljaš z domačinom, ki ima mimogrede pred hišo računalniški krožek in mizarsko delavnico na prostem. Ne glede na obilico dela, nedelja ostaja nedelja in premnogi verniki obiščejo Božji hram in pri obredih zavzeto sodelujejo. Nedeljski obisk katedrale svetega Jožefa je potrdil gorečnost in pripadnost preprostega človeka, zavezanega vrednotam presežnosti, ki se zlije v harmonijo in slavljanje navdušenih množic. Med mašnim obredom prevladuje ubrano petje in vzklikanje navdušenih množic podprto s tradicionalnimi glasbili, ki se oglašajo posamezno ali podprejo petje ubranega zbora. Čeprav je bogoslužni prostor ogromen, le-ta nemalokrat postane pretesen za številne obiskovalce, ki nemoteno posedajo v okolici svetišča in prisostvujejo obredom. Kljub nezavidljivim bivalnim razmeram, prahu in neredu prihajajo ljudje v cerkev neoporečno urejeni v čistih in skrbno zlikanih slavnostnih oblačilih. Večina prebivalstva namreč še vedno živi na podeželju v skromnih kolibah brez tekoče vode. Zato njihova zunanja urejenost zahteva tolikšno večjo skrb in prizadevnost. V Afriki vremenske razmere omogočajo, da se veliko stvari dogaja pod vedrim nebom. Tudi v bližini mesta, kjer se gradi nova cerkev, obhajajo nedeljsko bogoslužje na prostem, pod velikim mangovim drevesom, saj je obstoječa kapela pretesna in neugodna za praznična srečanja.
Ljudje se na prostem sprostijo in dobro počutijo. Tudi tamkajšnje bogoslužje je prežeto z ubranim petjem in glasbo. Žal v poplavi potrošništva velikokrat izvirna domača glasbila zamenjajo elektronska glasbila, ki nikakor ne spadajo v tradicionalno afriško družbo. Tu pa tam se še najde posameznik, ki bi rad po svoje prispeval slovesnosti v pristnem domačem okolju. Udeležba pri bogoslužju je tradicionalno množična in tudi tisto nedeljo so zakrament prvega svetega obhajila prejeli 103 prvoobhajanci. Vsekakor pa je bila nedeljska slovesnost prežeta z ubranim petjem domačega zbora, ki prepeva tako v angleškem kot domačem ačoli jeziku. Nedelja je dela prost dan, zato smo obiskali družino Danilovih znancev, domačinov, ki živijo v družinski skupnosti. Poglavar družine, običajno oče, živi v svoji hiši, ki služi tudi za sprejeme obiskov. Odrasli otroci si v neposredni bližini zgradijo svoja bivališča in ko se fant oženi, pripelje svojo družico v novo stanovanje, kolibo. Marljivi fantje si pred poroko sami zgradijo nov dom in tudi ob nedeljah domače pekarne delujejo. Če se v Evropi gradnja prične z zbiranjem soglasij, načrtov in vso mogočo dokumentacijo, je v Afriki drugače. Mladenič poišče primerno zemljino, običajno je to velik termitnjak ali lepljiva glina. Jo izkoplje, nanese vodo, vse skupaj premeša in pripravi lepljivo blatno maso. Blato oblikuje v modelu in postavi na sonce, da se osuši. Osušene zidake nato zloži v kopo, pod katero zakuri ogenj in osnovni material za gradnjo je pripravljen. Družinska skupnost, ki smo jo obiskali, premore poleg očetove hiše še 5 ali 6 kolib, od katerih ima vsaka svoj namen, od nastanitvenih prostorov do skladišča za živež in nenazadnje sanitarnega prostora. Ogledali smo si kuhinjo za celotno razširjeno družino. V večji skrbno očiščeni kolibi je najosnovnejša posoda in več kurišč z odprtim ognjem. Med kurjenjem in kuhanjem morajo biti zelo pozorni, da ognjeni zublji ne uidejo izpod nadzora, saj je nad kuriščem slamnata streha, ki lahko v trenutku zagori in jo je nemogoče pogasiti, saj v bližini ni tekoče vode. Okrog naselja je še dovolj prostora, kjer rastejo banane, mango, avokado in nepogrešljiva manjoka. Med našim obiskom nas je mlada gospodinja presenetila z okusnim prigrizkom iz domače kuhinje. Hrana je bila raznolika, presenetljivo okusna in zelo lepo servirana. In čeprav ni tekoče vode, tudi voda ni manjkala za pitje in obvezno umivanje rok. Najbližje črpališče vode je pred šolsko stavbo oddaljeno dober kilometer, zato je tu voda prava dragocenost. Prav tako ni manjkalo otrok vseh starosti, kar pomeni, da je Afrika tudi na podeželju živa in zelo živahna. Med otroki so dobro sprejeti tudi taki s posebnimi potrebami in zanje praviloma skrbijo domače družine. Podobne naselbine in podobne zgodbe je mogoče videti vse povsod na podeželju, kjer življenje teče po ustaljenih tirnicah in kamor počasneje prodira potrošniška miselnost. Ljudje so dokaj umirjeni in zadovoljni. Narava je razmeroma radodarna, le vode primanjkuje. Zato jo je potrebno črpati iz globin in velikokrat prenašati dolge kilometre do doma. To delo seveda pripada ženskam in tudi deklicam, ki se še niso poslovile od otroštva.
Ročno črpanje iz zemeljskih globin je poizkusil tudi sodelavec Danilo, vendar je delo hitro prepustil mlajšim močem. Tako se dela. Na obrobju mesta ob zapuščeni železniški progi je na novo zgrajena cerkev, katere zavetnik cerkve je italijanski misionar sveti Daniel Comboni, naslednik prvega misionarja dežele ob reki Nil, Slovenca Ignacija Knobleharja. Knoblehar sicer ni dosegel Ugande. Svojo ladjo, jadrnico Stella Matutina, kar pomeni jutranja zvezda, je priplul do kraja Gondokoro v današnjem Južnem Sudanu. Njegovo delo je nadaljeval italijanski misionar, kasneje škof Daniel Comboni. Njemu posvečeno cerkev so financirale italijanske dobrodelne organizacije, zgrajena je v bizantinskem slogu. Poleg bogoslužja se uporablja tudi za razna srečanja in sestanke, kratko molitev ali pa preprosto za obiske in ogled prijetne notranjosti. V neposredni bližini je tudi Marijina bolnišnica Lakor, ki je ključno vlogo odigrala v času epidemije smrtonosne bolezni ebole. Virus bolezni je bil odkrit in kasneje uspešno zdravljen prav v tej bolnišnici. Terjal pa je številna življenja tudi med medicinskim osebjem. Najzaslužnejši imajo v parku bolnišnice spominska obeležja in prostor za svoj večni počitek. V katoliški bolnici deluje tudi bolnišnična kapela za oskrbovance in obiskovalce bolnišnice. V bližini bolnišnice so tudi številne delavnice, ki izdelujejo krste različnih rangov, kar tudi nekaj pomeni. Sicer pa v Afriki ne manjka živahnosti in življenjske energije. To se najbolje odraža na tržnicah, ki so posejane vsepovsod in na vsakem koraku. Posebno živahno je na glavni mestni tržnici na prostem, ker prevladujejo prehrambeni artikli in v notranjosti prostorov, kjer je poleg prodajnih polic dovolj prostora za opravljanje obrtnih dejavnosti. Tu je vsakodnevno nepopisna gneča, ki se nadaljuje še pozno v noč. Prodajalci nemoteno poslujejo tudi takrat, ko naj bi bila tržnica zaprta, le iz notranjih prostorov se preselijo ven, kjer obiskovalcev in kupcev ne manjka. V času zaključnih del v novi cerkvi so prišli na ogled člani in sodelavci italijanske trgovinske družbe, preko katere je prispel v Afriko ves potreben material za dokončanje cerkvenega objekta in bili so vidno zadovoljni. Istočasno se v kovinski delavnici, ki deluje v okviru Salezijanskega zavoda, izdelujejo zunanja vhodna kovinska vrata, ki bodo figurativno ustrezala glavni stenski poslikavi v centru prezbiterija nad glavnim oltarjem. V intenzivnem delovnem času je bilo dovolj prostega časa tudi za osebna praznovanja. Rojstni dan je praznovala gostiteljica in vodja sestrske skupnosti sestra Erkarnisa iz Španije in Danilo Curk, električar iz Slovenije. Zaradi bližine datumov rojstva sta praznovanje združila in na samostanski vrt povabila prijatelje in sodelavce. Naš delovni čas, odmerjen z vozovnicami in vstopno vizo, se je prevesil v zadnjo tretjino. Če sta bila prva 2 tedna namenjena predvsem polaganju kablov in sprotnih vezav, so v 3. tednu prišla na vrsto svetlobna telesa in akustična oprema ter zahtevna vezava vozlišč in stikalne omare. Spotoma so domači delavci po navodilu misionarja Danila montirali tudi podobe križevega pota po obodu cerkvene ladje. Cerkvena ladja je dobivala novo podobo in vrstili so se obiski radovednih krajanov, redovnih oseb in poslovnežev. Tudi mlada dekleta je zanimalo, kaj se dogaja, in so od veselja uprizorila mali pevski nastop. Mimogrede je gradbišče obiskal tudi slovenski popotnik Tomo Križnar, ki se je odpravljal na Nubske gore, kjer revno ljudstvo pestijo nalezljive bolezni, predvsem gobovost in pomanjkanje vode. To so moji fantje iz Konga. Prvi na desni moj je uspeh, drugi je učitelj in druga 2 sta učenčka. Ko so končali profesionalno šolo, sem jih sledil in smo z gangi zgradili
Zadnji blagoslov našega kardinala je bil tam. Danes so 1000 kilometrov prišli pred enim mesecem, da so rekli, Don Boskova cerkev je naša cerkev, ne bo v Ugandi, a v Kongi, to je naša cerkev, mi pripadamo Don Bosku. Po uspešno prestanem preizkusu delovanja svetlobnih in akustičnih teles so bila glavna dela opravljena. Le prezbiterij, oltar in oltarni prostor nista bila zaključena, zato ni bilo mogoče montirati glavne stenske poslikave in pripadajoče opreme, ki je delo akademskega slikarja slovenskih korenin Lojzeta Čemažerja. Tudi tabernakelj, skrbno izdelana mojstrovina v modernem stilu, še ni prišla na pravi cilj, saj je bila pomotoma poslana na drugo gradbišče in le upamo lahko, da bo najden in nepoškodovan vrnen naslovniku. Električno omrežje, ki bo omogočalo stabilno napajanje, zaenkrat še ni na voljo. Delovni generatorji pa ne zagotavljajo stabilne napetosti in niso primerni za napajanje zahtevnejših uporabnikov, kar pomeni, da dela še zdaleč niso pri kraju. Po opravljenem delu sledi še obvezen obisk nacionalnega parka ob reki Nil, kjer si je lepo ogledati številne afriške živali, od tropov gazel, žiraf, nilskih konjev do slonov in krokodilov. Zaradi visokih temperatur in suše so se živali v času dnevne vročine večinoma zadrževale v senčnih predelih, kamor ne vodijo turistične poti. Do skupine nilskih konjev, ki so lenarili v blatni mlakuži, se ni bilo varno približati, saj na močvirnatem terenu tudi terensko vozilo nehote obtiči v blatu. Nil, najdaljša reka na svetu, se večinoma razliva po ravninskem terenu in je eden glavnih virov življenja v osrčju Afrike. Ponekod pa se njena struga zoži, kjer deroča voda izkazuje svojo neizmerno moč. Nadvse veličasten, skoraj grozljiv je ogled slapa Murchison, kjer se celotna struga reke Nil zoži na nekaj metrov širine in pada v globino dobrih 30 metrov. Ogromne količine vode, ki se prelivajo preko skalnate ovire, povzročajo veličastne, skoraj strašljive prizore. V bližini slapa nenehno dežuje, saj se vodne gmote pri padanju v globelje razbijajo in dvigujejo v nebo, ter se v obliki dežnih kapelj vračajo na zemljo. Sončni žarki pa obiskovalcu pričarajo igrivo podobo mavrice. Z obiskom mogočnega slapu se je iztekel tudi tokratni obisk Afrike. Za dokončanje in slovesen prevzem svetišča bo preteklo še nekaj vode in po vsej verjetnosti še eno tokrat zaključno potovanje. Povratek v glavno mesto Kampalo je bil ponovno v večernih urah. O povratku v mesto je bila tokrat še večja gostota prometa kot običajno, več hrupa, izsiljevanja in smradu po slabo izgorelih izpušnih plinih. Mukotrpna vožnja je trajala do poznih nočnih ur. Po zadnji prespani noči v Kampali, glavnem mestu Ugande, je gostoljubna sestra Pastizija v zahvalo za opravljeno delo pripravila skupno slavnostno kosilo za popotnike, delavce in sestrsko skupnost. Pred odhodom na letališče Entebbe je misionar Danilo nabavil še nekaj gradbenega materiala. Sledil je še obvezen obisk tržnice spominkov. Ponudba je res velika in vabljiva, od tam pride obiskovalec le s težavo praznih rok. Nepozaben je tudi obisk nove mestne katedrale na obrobju mesta, ki je bila zgrajena ob obisku papeža Frančiška in daje močan pečat prisotnosti krščanstva na afriških tleh. Po razgibanem in zanimivem, velikokrat napornem potovanju je prijetno prestopiti prag letališke stavbe in se varno vrniti v domače okolje. Misionar Danilo Lisjak pa ni miroval. Hitel je kot še nikoli in skupaj spravljal potrebne materiale za dokončanje novega svetišča. Sproti me je obveščal o poteku del in nepredvidenih zapletih ter vztrajno in uspešno iskal rešitve. Zavedal se je, da mu je čas odmerjen, saj mu bo poleti potekla delovna viza. Zato je hitel s pripravami, da se pred poletjem še enkrat srečamo in kvalitetno zaključimo vsa pomembna dela,
in seveda cerkev s posvetitvijo postane tudi uradno evharistično svetišče škofije Gulu pod varstvom patrona Don Boska. Toda gospodar življenja je hotel drugače. Zavedal se je veličine Danilovega truda, dela, uspehov in tudi neuspehov. Ocenil je, da je dovolj dela, truda in prizadevanja, ter ga povabil k večnemu počitku, kjer bo v družbi blaženih poplačan za neutrudno služenje, oznanjanje in pričevanje evangeljskega sporočila. Naj mu bo Bog dober in pravičen plačnik.